Pozdravljene, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci. Zdravstveni domovi na podeželju se bodo že čez dober mesec znašli v nezavidljivem položaju. Država bo začela ukinjati financiranje nekaterih programov in to bo prizadelo predvsem občane izven Ljubljane in drugih večjih mest. Več o tem nam bo povedal Tomaž Glažar, direktor Zdravstvenega doma Idrija, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiu. Dobrodošli. Lep pozdrav sem. V novo koledarsko leto 2024 vstopate v zdravstvenem domu še kar zaskrbljeni. Ja, zaskrbljeni smo zaradi usmeritev zdravstvene politike, ki jo je pač konec avgusta predlagal takratni minister Robert Golob, takrat je bil tudi opravljal funkcijo ministra za zdravje, kjer je navedeno med drugim tudi to, da se vsi programi, ki obsegajo manj kot 0,2 tima, ukinejo. To pa pomeni za nas, za Idrijo in Cerkno, da bomo izgubili program razvojne ambulante z centrom za zgodnjo obravnavo in pa rentgen, se pravi program rentgena. Če smo bolj natančna, rentgen se ne bo ukinilo se bo najbrž financiranje. Financiranje programa za rentgen, to pomeni vsi tisti, ki pridejo k nam na slikanje za okostje ali pa pljuča, ki ne grejo preko pulmološke ambulante, te bojo mogli poiskati rentgen drugje, Ljubljana, Gorica, Postojna. Čeprav sam rentgen kot napravo, tehnično napravo imate, sodobnega. Seveda. Lansko leto smo nov rentgen postavili, s tem smo dejansko omogočili slikanje z bistveno manj škode, če rečemo, za organizem, tudi hitrejše delajo. Imamo 2 inženirki radiološki, imamo pogodbo z 2 radiologoma, tako da to pri nas praktično ni čakalnih vrst. Pridete takoj na vrsto, nekateri celo v 3 minutah od napotnice, tako da dejansko standard, ki smo ga dosegali, je zelo visok in zelo pomemben za naše paciente. Koliko je teh pacientov? Ja, v letošnjem letu smo že pregledali 4000, nekaj čez 4000 pacientov vsega skupaj, s tem, da iz Cerknega jih je prišlo malo manj kot 900, iz Idrije pa skoraj 2600 pacientov. In vsi ti pacienti bodo sedaj morali nekam drugam? Ja. Zdaj, če nam ukinejo program, bomo mi seveda ponudili samoplačniški program, vendar moramo računati na to, da med vsemi temi, ki so do zdaj prihajali pri nas, so tudi nekateri, ki so socialno ogroženi in si verjetno tega ne bojo mogli privoščiti. Bojo si mogli pa privoščiti, ne vem, karto do Ljubljane za avtobus in porabiti cel dan, da se pač za par minut slikajo. No, tako, v tem smislu je zadeva zelo, zelo, zelo huda. Ta nevšečnost, ta slaba odločitev pravzaprav na vladi bo imela posledice tudi v Tolminu. Slišimo, da tudi v Tolminu ukinjajo ta program. Ja, v bistvu istočasno se ukinja program v Tolminu. To pomeni v bistvu, da od Vršiča do Ljubljane, Postojne oziroma Gorice ne bo rentgena. To je kar veliko področje za Slovenijo in jaz upam, da si bo ta ministrica zdaj premislila in ne bo sledila tej usmeritvi, ampak bo v uredbi spustila ta pogoj. Kaj pa nujna medicinska pomoč, če si nekdo, ne vem, zlomi roko? Ja, tudi v tem primeru je problem rentgena, ker ga ne bomo dobili plačanega, če bi mi slikali. Tudi v tem primeru bojo te pacienti mogli iti v Ljubljano ali pa v Gorico. To je pravzaprav korak nazaj? 2 koraka nazaj. 2 koraka nazaj, ker v bistvu nas predvsem zanimajo, mi smo tudi pisali ministrici, pa še nismo dobili odgovora, kaj je razlog za to ukinitev, ker nekega racionalnega razloga si ne moramo predstavljati. Poslabša se dostopnost, poveča se neenakopravnost pacientov, naši pacienti iz naših krajev bojo bistveno bolj zapostavljeni kot recimo Ljubljančani, a ne? S tem se seveda poslabša tudi kakovost življenja. Tudi za gospodarstvo je to pomembno, ker zdaj, ko pride pacient, če je delovno sposoben, k nam na neko slikanje, to porabi 1 uro, sicer bo porabil cel dan, da bo pač poiskal ustrezen rentgen. Tako da negativnih učinkov bo ogromno, da ne govorimo o neprijetnostih za ljudi same. Napoveduje se tudi ukinitev razvojne ambulante.
Komu je pravzaprav namenjena ta enota? Razvojna ambulanta je namenjena, to je pravzaprav program, ki se razvija že skozi 20 let, bom rekel, 20 let približno. V Idriji smo pravzaprav skoraj od samega začetka zraven in se je pri nas zelo udomačila. Namenjena je pa seveda dojenčkom, mlajšim otrokom, ki imajo pač neke težave začetne z razvojem. Zdaj, glede na uspešnost delovanja, lahko se pohvalim, da marsikateri otrok danes v Idriji normalno življenje živi, je uspešen tudi že v študiju ali pa dokončanje študija ravno zaradi te razvojne ambulante. To možnost se bo otrokom vzela. Recimo v letošnjem letu je bilo nekako obravnavanih pri zdravnici v razvojni ambulanti toliko otrok, kot je vseh otrok, ki imajo te srčne probleme, se veste, srčki pa te zadeve, te afere, kjer padajo tudi direktorji za njih. Za njih se porabi preko 3 milijone evrov, za te otroke naše, isto število otrok, pa se ta drobiž, ki je neprimerljiv, seveda ne more s tem 3 milijoni namenjati. To je žalostno. To je žalostno. Ob zdravnici pa v tem timu, v tej ekipi delajo tudi drugi strokovnjaki. Seveda. Otroci pridejo do logopeda, pridejo do psihologa, kliničnega psihologa, delovnega terapevta, specialnega pedagoga, pa fizioterapija. Sploh fizioterapije je malo več, ker ti otroci, se pravi dojenčki, so bolj te gibalne zmožnosti, lahko kakšne zaostali v gibalnih zmožnostih in s temi prvimi posegi pravzaprav jim omogočimo čisto normalno življenje. So pa vključeni v ta program oziroma jih obravnavajo vse primere, kjer govorimo o carskem rezu, o prezgodnjem porodu, o prirojenih napakah mogoče. In pa vsi ti primeri, kjer pa pediatri, naši pediatri ugotovijo pač kakršnekoli zaostajanje za normalnim razvojem. To je pravzaprav en zelo pomemben standard. In glede na to, da imamo v Idriji in Cerknem pravzaprav nadpovprečno zdrave otroke, bi bil ta ukinitev razvojne ambulante velik udarec za njih, ker to ni čisto isto, kot so centri za duševno zdravje otrok in mladostnikov. Te se predvsem s tem duševnim zdravjem ukvarjajo, medtem ko razvojna ambulanta pa tudi z samim fizičnim zdravjem, kar je tudi zelo pomembno. Kako pa napreduje projekt urgentnega centra? Satelitski urgentni center naj bi Idrija dobila, to se napoveduje že več let. To se res že od leta 2015 napoveduje. Mi smo v seznamu za satelitski urgentni center že od vsega začetka. Zdaj obljubljajo, da nekako naj bi to mrežo dokončno oblikovali spomladi do naslednjega leta. Ko bo to objavljen, bomo verjetno tudi lahko prejeli ustrezna sredstva evropska, ki so že namenjena temu, da bomo tudi naše prostore še dodatno pač uredili v en tak sodoben satelitski urgentni center. Ta center bo imel prostore, čeprav vem, v desnem traktu Pritličja. Tako. Od tam pa se bodo morale ambulante, ki jih sedaj tam upravljajo zdravniki, izseliti. Kam? Tako. Ja, občina Idrija, ravno ta teden smo začeli z uvedbo v dela, se bo začela prenova avstrijskega dela, kamor se bo preselila medicina dela, in pa tudi center za duševno zdravje otrok in mladostnikov. S tem bomo mi sprostili prostore v prvem nadstropju, poskušali bomo združiti splošne ambulante vse v prvem nadstropju, na desni bo potem prostori za SUC pa patronažo, na levi pa za pediatrijo, tako da bodo tudi tam normalni pogoji. Ob urgentnem centru pa država napoveduje tudi nov dispečerski center. To je neka ekipa ljudi, ki bodo usmerjali reševalna vozila, če poenostavim. Dispečerski center je že ustanovljen, pravzaprav kar nekaj let. Postopno se vanj vključujejo posamezni zdravstveni domovi. Mi bi se mogli vključiti že za 1. junijem letošnjega leta. Žal smo imeli kadrovske probleme pri reševalcih in nismo mogli 100% zagotoviti, predvsem v nedeljah čez dan, 2 vozil. Zato je iz njihove strani pravzaprav smo dobili najprej rumeno oziroma rdečo luč. Mi smo to v jesenskem času uredili, imamo zdaj tudi pogodbene sodelavce, tako da je ta služba popolnoma pokrita in zato smo se tudi
prijavili ponovno, da bi s 1. januarjem se vključili, vendar so zdaj v tem vmesnem obdobju nastale težave v samem dispečerskem centru, kadrovske, nekateri ljudje so očitno odšli in trenutno čakamo, da bodo te kadrovske kapacitete zapolnili v dispečerskem centru in potem bomo vključeni. Je pa to res en korak naprej, ker potem iz centra, recimo mimo podljubljanski dispečerski center spadali, urejajo te nujne prevoze, saj v prvi fazi, kasneje je predvideno tudi nenujne prevoze, tako da so pravzaprav, da res se pokrije celo področje. Dobro je to, seveda v primeru, ko nam zmanjka reševalnih vozil, recimo, da nam sosednje občine preskočijo, seveda bomo mi preskočili, če bo možnost tudi sosednjim občinam. Kako pa ste s kadri? Pred časom so bile težave z zdravniki, sedaj malo boljše. Ja, slika se izboljšuje, to je res. Zdravniki imamo še vedno težave, imamo tudi nekaj težav še z medicinskimi sestrami, ki jih več ali manj kar še uspemo. Velike težave so pa zdravniki. Največji korak smo zdaj naredili pravzaprav pri splošnih ambulantah. Zdaj novembra je prišla iz porodniškega dopusta ena zdravnica, ki je bila na porodniškem dopustu. Pričakujemo, da bo konec aprila zdravnica, ki je prišla k nam iz Bosne in Hercegovine, opravila strokovni izpit in bo za majem lahko že začela opredeljevati. To, kar se tiče kratkoročne, zdaj koncem leta oziroma začetku naslednjega leta naj bi pa tudi že ena od specializantk dokončala specializacijo, tako da počasi se bomo kar ekipirali tako, koliko se zagre v samih ambulantah, v splošnih ambulantah, kar se tiče pediatrije, tudi pri nas že zaposlena pediatrija, vendar tako kot zdravnica družinske medicine, tudi ona eno leto more krožiti, tako da po enem letu, se pravi konec naslednjega poletja, bo tudi ona lahko opredeljevala in obravnavala paciente. Velik problem so pa še zmeram je pa še dispanzer za ženske. To se nam je pa v tej jeseni malo poslabšalo, ker zaenkrat še vedno nimamo nobenega ginekologa ali ginekologinje zaposlene. Redno smo odvisni od pogodbenih, tako da sta žal v jesen nam 2 odšle, ostala je še ena zdravnica po pogodbi, ki je pa sicer dobila v Brezovci koncesijo in tudi njo bomo počasi treba vsaj delno nadomestiti, čeprav ostaja zaenkrat tukaj. Res pa je, da smo že v razgovorih z eno ginekologinjo in enim ginekologom, ki ne bi ponovno leto nekako spet prišla. S tem ni prišla k nam, vendar s tem nismo rešili dokončno problema. Naš cilj je, da zaposlimo ginekologa in da počasi dobimo cel program in neko res dolgoročno zanesljivo obravnavo za naše ženske. Skupna ambulanta za neopredeljene občane, ta se je v praksi obnesla kot dobra. Ja, to smo mi še daleč preden so nastale ambulante za neopredeljene. Smo mi to nadomestno ambulanto postavili zato, ker smo jo mogli. Se pravi, lansko leto, ko nas je zapustila prva zdravnica, ki je šla v pokoj in potem letos druga. Po začetnih težavah nekako skušamo seveda tudi kadrovsko pokriti tako, da ambulanta deluje. Predvsem je tukaj zahvala tudi našim specializantom, ki pomagajo. Največji problem je bil v začetku predvsem dostopnost preko telefonov in tudi gospodarja zdravja. Zdaj teh problemov skoraj ni, seveda so posamezni primeri, se zgodi, da pač pride do nekega komunikacijskega šuma in so posamezniki nezadovoljni, ampak tudi to skušamo urejati sprot, tako da tukaj jaz mislim, da zadeve tudi za neopredeljene, se pravi obravnave, saj za akutno obolele tečejo. Problem nadomestne ambulante je v tem, ker je nekateri so še zmeraj vključeni v referenčne ambulante, sicer pa šepa preventiva. Tle je predvsem kurativa, tista, ki je ta glavna, zato bi želeli čim prej vzpostaviti nazaj ambulante, tako kot so bile pred letom 2022. Zdravstvena postaja Cerkno, ta čaka že več let na naselitev v primernejše prostore. Ja, no tukaj se je pa letos začel odvijati vsaj toliko, da smo začeli načrtovati. V začetku leta tudi sama občina je dobila vsa zdaj dovoljenja, da gre lahko v adaptacijo in da se nameni ta objekt med drugim tudi za zdravstvene zadeve, kot zdravstvena postaja in pa lekarna.
Zdaj, lekarna se je že vključila v načrtovanje šele v jesen, tako da, ker so bile njihove zahteve nekoliko večje v osnovi, kot se je načrtovalo, je treba predlagane načrte zdaj začeti na novo projektirati, pa tudi pri nas se dogajajo spremembe, namreč splošne ambulante dobijo za naslednjim letom še polovica, se pravi poleg polovice referenčne sestre, še drugo polovico, tako da bo splošna ambulanta sestavljena iz zdravnika, diplomirane medicinske sestre, srednje medicinske sestre in pa tudi zdravstvenega delčka, polovica zdravstvenega administratorja. No, zato moramo mi tudi ustrezno prostore prilagoditi, zato da bo ta tim te 9 timi normalno funkcionirali. In tudi mi bomo potrebovali več prostora, kot je bilo prvotno mišljeno. Poleg tega je posebna želja, da nekako vsaj 2 ali 3 fizioterapevte spravimo v Cerkno, ker je potrebe so velike, čakalne dobe se zelo podaljšujejo, zdaj so že preko 6 mesecev. Mi smo tle že odreagirali in zaposlili eno fizioterapevtko, zdaj rešujemo prostorske probleme in zgleda, da bomo vsem del dejavnosti v večnamenski center v centru preselili, kar se tiče fizioterapije, še preden bo zdravstvena postaja. Zdravstvena postaja pa bo približno kdaj? Ja, imamo optimistično in malo manj optimistično varianto. Po optimistični varianti bi lahko prišli do če bi šlo res vse tekoče, vključno z uporabnim dovoljenjem, ker tam je ponavadi se tam dosti čaka, bi lahko že koncem naslednjega leta bila dokončana, ampak bolj realno zgleda, da bo to bolj v letu 2025, sred leta 2025. Stala naj bi približno 2,8 milijona evrov, pa prenova. Ja. So to optimistične številke? Ja, zdaj po teh številkah smo izhajali mi pravzaprav ocene vrednosti še nimamo iz načrtov ven, ker še načrti niso dokončani. Ko bodo to dokončani, se bo celotna projektna dokumentacija tudi z finančnim vložkom pripravila, ampak glede na oceno razpisa evropskih sredstev predzadnjega, ki je bil, ker smo pač mogli dati, smo upoštevali normativ 1900 evrov na kvadratni meter, kar pa danes seveda ni čist več veljavno, ker so cene zelo poskočile. Takrat smo računali za približno 2 milijona 400, zdaj pridemo že realno tam na okrog 2 milijona 800, če ne bojo cene še kaj zrasle. Bo pa občina Cerkno s tem dobila tudi ambulanto za pediatrijo? Več ambulant. Tam je predvidena, mi že zdaj imamo eno, to zdravnico, ki je pri nas iz Srbije, je že 3. zdravnica in en od teh 3 zdravnikov bo zanesljivo, čim bojo prostori omogočali to, šel v Cerkno. Jaz sem fizioterapijo že omenil, poleg seveda ambulant družinske medicine in zobozdravstvenih ambulant. Računamo, da se bo enkrat nekoč situacija izboljšala in bomo imeli lahko tam tudi ginekologijo, bo pa tudi center za duševno zdravje otrok in mladostnikov in pa center za krepitev zdravja imel tam prostora, tako da bomo kar močno pojačali, bi rekel, zdravstveno ekipo v Cerknem, ko bo enkrat prišlo do zdravstvene postaje. Vaš strokovni direktor, dr. Simov, je povedal, da stalno analizirate tudi zadovoljstvo uporabnikov. Ja. Kaj pravijo zadnje analize? Ja, zadovoljstvo uporabnikov se je v letošnjem letu nekoliko povečalo, zato ker smo res poskrbeli za boljšo komunikacijo z ambulantami in pa seveda nekako smo stabilizirali to manko zdravnikov. Zdaj, okrog rentgena moram reči, da se je to zadovoljstvo bistveno povečalo, odkar smo ga prenovili, tudi glede kakovosti. To nam priznavajo ne samo pacienti naši, ampak tudi zdravniki, ki te paciente pošiljajo na naš rentgen. Tako da kakovost storitve se izboljšujejo, ni še vse tako, kot bi želeli, ker so še rezerve, bomo se trudili, da se še izboljša, tako da veseli smo, pravzaprav jaz osebno sem vesel, če ljudje pridejo tudi s kakšno pritožbo, če so nezadovoljni, da poskušamo. Nekatere pritožbe so pač nimajo neke pametne osnove, nekatere so pač upravičene in potem tudi mi lahko na osnovi tega kaj izboljšamo. Kako torej vstopate v leto 2024 z optimizmom? Ja, glejte, v zdravstvu moraš biti optimist.
drugače bi dvignili roke. Jaz sem prepričan, da definitivno se kar se tiče zdravstvenega doma Idrija in pa predvsem pacientov iz Idrije in pa Cerknega, približuje boljši časi, če nam teh časov ne bojo pokvarili zdaj na vladi za to novo uredbo. Pa to bo veliko udarec. Sicer pa pričakujemo izboljšanje, tako kadrovsko kot prostorsko, in jaz mislim, da bomo v 2-3 letih prišli na višji nivo, kot smo bili pa pred COVID-om, če rečemo sploh, ampak tudi pred letom 2022. Tomaž Glažar, jaz vam želim, da bi se te vaše napovedi uresničile in da bi se standard za vse občane pravzaprav dvignil. Hvala lepa. Jaz pa želim ob tej priliki vsem najprej lepo praznovanje bližajočih se praznikov, pa čim bolj zdravo leto, naslednje leto, da se čim manj vidimo v naših prostorih, raje na kakšni kavi, kot pa pri zdravniku. Lep pozdrav. Ja. Hvala za obisk v našem studiu in hvala za ta pogovor. Vam, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, pa hvala za pozornost. Srečno!